Javna tajna je, da je tik pred prihodom druge generacije nad vse priljubljenega in slovenskega Twinga takratni Renaultov šef Carlos Ghosn v zadnjem hipu zahteval drugačno obliko, kar se je zelo kmalu izkazalo za napačno odločitev. Lani je Renaultov šef postal Luca de Meo. Drugi dan nove službe so mu pokazali skoraj dokončanega Megana. In zgodba se je ponovila. Sledile so spremembe. Kako se bodo izkazale, bo pokazal čas. A tako na prvo žogo se zdi, da je Luka opravil več kot odlično delo. Predvsem, ker so nad njegovim nastopom navdušeni tudi njegovi zaposleni. In če je energija dobra, potem tudi končni rezultat ne more izostati. Je pa potrebno najprej povedati, da je Megane E-Tech povsem nov avto, ki bi mu pri Renaultu lahko rekli tudi drugače. Posledično je povsem nova tudi notranjost, kjer navduši osrednji zaslon s sistemom Open Air Link, ki je od predhodnega sistema kar 7-krat hitrejši. A bistvo električnega avtomobila so na koncu vedno pogon in baterije. 160 kW poskrbi za pospešek z mesta do 100 km/h v 7,4 sekundah. Polne baterije s kapaciteto 60 kWh pa v idealnih pogojih zagotavljajo do 450 km dosega. Posebno pozornost pa so pri Renaultu namenili baterijam in predvsem zaščitili kupce, ki bodo kupili rabljen Megane E-Tech. Today's Megane battery pack is warranty 8 years or 160,000 kilometers. With a minimum state of health of 70%. And meanwhile, if, for example, you will sell your car, we can procure to the owner a certificate which highlights the real state of health of the battery pack. We are able in our own workshop to identify state of each cells and within the module and change only the module which is necessary to change to guarantee the best performance of the full battery pack. Po kratki testni vožnji se zdi, da je Renault nazaj. Morda se bodo komu zdele te napovedi preveč optimistične, a so jih pri Renaultu temeljito podprli. Namreč, izbrani skupini novinarjev, ki glasujemo v izboru za Evropski avto leta, so odprli tudi vrata oblikovalskega studia in nam v njem pokazali modele, ki bodo na ceste zapeljali šele čez 3 ali 4 leta. Kakšni so, seveda ne smemo komentirati. So pa, boste videli, ko bo čas za to.